Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden obiskujeva občino Lenart. To je najina pot, ki nama bo vzela približno 15 minut. Pa pejmo gor. Glejte ta ser. In še najina lestvica top 10. Grad Hrastovec je eden največjih in najbolj ohranjenih gradov v Sloveniji. Današnja podoba gradu izvira iz sredine 15. stoletja, ko je posest prevzela družina Herberstein. Obstaja tudi zanimiva in tragična legenda o grofu Frederiku, ki je grad imel v lasti v 16. stoletju, a o tem malo kasneje. Gigantek gospod Hod, Lali in Tico. Še kratek sprehod in znajdeva se v mirnem kotičku narave. Skor sva že tam, poglejva. Evo, in sva pri Komarnikovem jezeru. Jezero je globoko le 1,2 metra, zato je precej plitvo. Kljub temu pa vseeno predstavlja pomemben življenjski prostor za številne živali. Z opazovalnice ptic pa jih lahko tiho opazuješ v njihovem naravnem okolju. Tako kot v Hrašah v občini Medvode, tudi tukaj najdemo malega ponirka, čopaste črnice, labode in še mnogo drugih vrst. No pa dejmo, poglejva, a jih bova videla. Žal ptic ne vidva od blizu, le neki daleč v naravi. Daljnogled nama bi res prišel prav. Ej, Tico, kaj pa ti vidiš čez okno? Grad Hrastovec, kjer hud razgled. In sva v centru Lenarta. Tu so očarljive hiše iz 19. stoletja ter cerkev svetega Lenarta, po kateri je kraj dobil ime. Prvič je omenjena leta 1196. Stoji na najvišji točki mesta in je imela obrambno vlogo pred turškimi vpadi. Včasih je bila obdana z obzidjem, ki je služilo za ščit. Naslednja lokacija so učni vrtovi ob cerkvi svetega Ruperta. Namenjeni so učenju, sprostitvi, druženju in ponovnem stiku z naravo. V škatlici pa najdeva napotke za ogled. Tu so učni vrt, beli vrt in močvirski vrt, kateri so povezani s prehajalno potjo. Najprej so obiskala beli vrt, ki je res popolna točka za kratek postanek v naravi. Zdaj smo pa v učnem vrtu, kjer je res ogromno zelišč. Če ti zelišča res zanimajo, lahko pokličeš strokovnjaka, da ti podrobneje predstavi. Neki rastlin so prepoznala, ampak so ful slabo o tem. Lali skušal jeti čmrla na cvetu, pa ji ga ne uspe. Vseeno ujameva čudovita cvetoča drevesa in čebelce. Res lep kotiček. A počaki, najine pustolovščine še ni konec. Je še kar nekaj za videti. Prišla sva do naslednje lokacije, Maistrovega stolpa. Čaka naju neki stopnic. O Jezus. Lali je imala strah višine, a razgled je res neverjeten. Vidiva jezero Radehova in širšo okolico. Oh my god, guys, look at this. Oh my god, and look at the view. Amazing. Tudi z daljnogledom lahko poiščeva cerkev svetega Lenarta. Lej, Lenart, koliko hudo. Damn, nice. Cool. Nasproti Maistrovega stolpa stoji podeželska vila, zgrajena leta 1923, poimenovana po svojem nekdanjem lastniku Franu Štupici. Vila je pomembna, ker jo je obiskoval general Rudolf Maister, slovenski general, pesnik in ključna osebnost pri obrambi severne slovenske meje. To je le kratek pogled v njegovo preteklost. Več bomo odkrili, ko obiščemo njegovo domačo občino. Tukaj je po upokojitvi preživljal čas. Razstava Majster po majstru pa oživlja njegovo zgodbo in zapuščino.
Digitalni muzej pokriva zgodovino slovenskih goric od leta 1848 do 1991 s poudarkom na generalu, maestru in bojih za mejo. Muzej je zelo interaktiven in to še ni vse. Tukaj lahko vidimo današnjo Slovenijo. Trenutno se nahaja v približno tle, blizu Maribora. Prikazano je tudi ozemlje Habsburškega imperija od 1848 do 1918. Po ogledu muzeja so se kot prava obiskovalca vpisala še v knjigo gostov. Zdaj pa k tisti legendi o Frederiku, lastniku gradu. Čas je, da odkrijemo, kaj se zares zgodilo. Zdaj pa največji vzpon dneva. Najkrajši do zdaj. Juhu! Prispela sva do Črnega križa. Grof Frederik se je zaljubil v Agato, a njegova mati njune ljubezni ni odobravala. Medtem ko bil Frederik v vojni, je Agato obdolžila čarovništva in jo dala usmrtiti prav na tem mestu. Ko se je vrnil, je v njen spomin postavil križ kot simbol tragične ljubezni. Celotna občina je res močno povezana z Agato, zato smo obiskali še pizzerijo Agata. Osebje naj jo prijazno sprejelo, pice pa so pripravili kar pred najnimi očmi. Ambient je sodoben, z lepim razgledom na jezero Radehova. In kot se spodobi, so zato izbrali pico Radehova in pa Agatin burger za velike fante. Glejte ta sir. Great choice. Hrana je bila odlična, pica je sveža, malo pikantna in pa zelo nafilana. Burger z 2 polpetoma pa res nasiti. Sir je bil pa lepo zapečen in hrustljav. Osebje je bilo izjemno prijazno. A ja, pa da ne pozaba, čestitke za 30 let delovanja. Dobila so celo majico in pa kozarček za šote. Vse je bilo vrhunsko. Wow. What do you think, guys? It's the perfect size for me. Občina 18 od 212 končana. Na najni lestvici uvrstiva Lenart na 5. mesto. Hvala za ogled. Všečkaj ta video, naroči se na najin kanal, deli s prijatelji in družino in se vidimo v naslednjem videu. Čau!